Današnji napotek sem namenil predvsem organizaciji dela v salonu. Ko pridete zjutraj v salon, kaj je pravzaprav prva stvar, ki jo naredite? Nekateri rečete nekako takole, bom skuhala kavico, bomo spili kavico in pol bomo videli, kaj in kako bomo delali naprej. Torej, ko pridete v salon, si vedno najprej naredite plan dela, kaj boste tisti dan počeli. Prva stvar, ki vam jo predlagam, je, da pogledate najprej, kaj je za opraviti, kar je nujno. In šele, ko ste to si zapisali, preverili, pogledali, šele zatem pojdite na tiste naloge, ki so manj nujne. Zakaj počnemo to na takšen način? Zato, ker če se ukvarjate s stvarmi, ki niso nujne, bodo skozi čas postale nujne in takrat, ko jih boste morali narediti, v primeru, da pride nekaj vmes, boste imeli izpad. Po domače povedano, lahko se zgodi, da zadeve, ki se vam ne zdijo nujne, boste rekli nekako takole, saj bom to naredila kasneje ali pa to lahko naredim še jutri. Se lahko zgodi drugi dan, da ko boste želeli to narediti, vam potrka inšpektor na vrata in vam bo vzel uro časa in seveda ne boste mogli tistih stvari, ki so za vas postale nujne, rešiti. Torej, da bi se temu izognili, vsakodnevno, ko pridete v salon, najprej se vprašajte, kaj je nujno za opraviti in to najprej tudi naredite. Šele zatem pojdite na maile, poglejte socialna omrežja, kajti enkrat, ko pridete na socialna omrežja, zjutraj vam lahko vzame to kar nekaj časa, preveč dragocenega časa, zato še enkrat poudarjam, najprej stvari, ki so nujne in šele zatem vse ostalo. Torej, želim vam lep dan, bodite čim bolj produktivni. Mi danes bomo delali z našimi kolegicami, s katerimi izobražujemo seveda jih preko interneta. Imamo kar nekaj takšnih zanimivih tematik novih, ki jih bomo danes obdelovali. In vi pa bodite dobro, naj bo uspešen dan. In predvsem ne pustite si, ne dovolite si, da bi vam kdorkoli ga želel pokvariti. Pošljite ga tam, kamor ga je za poslati, če je potrebno, vi pa lepo uživajte v tem, kar delate, ker ste si to zaslužili. Lep dan še naprej in se vidimo. Srečno!